En lep dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, dan brez dežja. Jaz sem tako srečen, da vam povedati ne morem. Bil sem že na Resevni z mojimi sodelavkami in sodelavci, tako da je bilo krasno. Ampak nocoj veselica na vas je zopet za vas, vse veste, ansamble, ki jih radi poslušate, povabimo. Nocoj z nami en ansambel, ki bi lahko rekel takole, ansambel Razgled, ampak to prvo skladbico poklanjam pa seveda na Koroško. Na Koroško, kjer gospa Majda praznuje še vedno, 70 dni bo praznovala svoj jubilej in zavrtita se ob Jodl Miksu. Dragi veseljaki, zaplešite z menoj. Rada plešem, v plesu iskre krešem, neutrudno plešem so noč. Ko fajn z menoj zaplešem, sažarim od sreče, plesu se predam v rekoč. Ti bom plesala, kot boš želel, in te ljubila, če boš hotel. Ko fajn z menoj zaplešem, sažarim od sreče so noč. Olari, olala, 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 zaljubila, zdaj vem, da zvesto stal ti bom. Sicer po tvoje vsak dan risal jaz bom, če bom postal tvoj mož. So polna želin sanj, veselo sem prepevala, veselo vriskala, a v srcu pa nosila sem največ od vseh želja, da bi postala jodlarka, kraljica jodlanja. Kako so nas razgledali ansambl Razgled s tole jodlarskim miksom. Jaz pa se razstopim do njihove basistke, nekaj neverjetnega. Kako ti pihaš? Počakam, da priješ do sape. Sem že, hvala lepa. Si že? Ja, krasno. Monika, pozdravljena. Lep pozdrav. Pravijo, da ti si tista, ki boš največ povedala o vaši skupini.
Morda res. Ne Morda vem. res. Ja, ženski si vse zapomnite ponot, še tisto, kar ni treba, ne? Ja, drugače pri nas je šef Kristjan in je najboljši. Jaz pravim po dolensko, pravim gobec majster. Ne? Tako, ampak vedno šef razdeli naloge, ne? Ja, tako je. Monika, koliko let obstajate? Jaz sem zdaj tudi tukaj, 2 leti sem jaz tukaj na Frišno, to se pravi dobrih 5 let obstaja razgled. 6, no, a vidite, 6 let, kako jaz ja. slabo vem, a ne, ker sem res ta Frišna tlele. Bomo pa nocoj kaj izvedeli, ne? Ja, upam, da boste te prave informacije izvedeli od mene. Ja, menda ja. Kako, res me zanima, ker ni veliko baritonistk, ne? So pri Polka puncah recimo bile, pa še pri kakšnem ansamblu, ampak baritonistke so bolj redke, ne? Kako da si se odločila za bariton? To me pa kar zdaj stalno sprašujejo, ne. Pač zato sta zaslužna moja starša, ki sta igrala pri godbi Stična. In v bistvu sem jaz najprej trobento igrala in potem je šlo potreba pri ansamblu, sem pač na bariton prešaltala. A veš, da veliko trobenterov gre na bariton potem, ne? Ja. Tudi jaz sem recimo začel s trobento, pa potem malo bariton, ne? S tem, da pač Problem je četrti je malo lena, ne? Ja, ga pač vse se ga da zalepi dol, če ne gre, ne? Pa se na 3 igraš, ne? Ponovadi takole... Imajo tudi na 3 ventile imajo baritone, veš, na 3 ventile tudi obstajajo, ne? Tudi jaz sem, da gre take lepe nevžine iz 3 ventile. To je pa res. Monika, kje največ nastopate? Ja, nastopamo na veselicah, raznih praznovanjih, ohcetih, pač zdaj bomo šli tudi na kakšen festival, bomo videli, kako bo komisija odločila. Kam ste se prijavili? Prijavili smo se na festival Vurberg. Super. Pa še nekam. Kamor se še ne pove? Ja, mislim, če bomo mogoče sprejeti na Polka valček, no, tako da... Aha. Tako. Super. Jaz sem želim, da ste sprejeti na vse te festivale, kajti glasba vam gre odlično. Hvala. In naslednji valček, Šopek Rož, je tako? Šopek Rož, poklanjamo seveda vsem, ki praznujete mogoče celo danes rojstni dan. Šopek Rož. Šopek nižno-belih rož, jaz poklanjam ti. Šopek nižno-belih rož, znamenje ljubezni ti. Naj nebo bo spet brez mej, mene skončno rada imej. Mene skončno rada imej, naj nebo bo spet brez mej. Šopek nižno-belih rož, jaz poklanjam ti. Šopek nižno-belih rož, znamenje ljubezni ti. Naj nebo bo spet brez mej, mene
končno radaj mej, naj nebo bo spet brez mej. Ja, kako lepo je, če imaš nekoga rad, še lepše pa, če ima on tebe rad. Sedaj bom poprašal tega simpatičnega, nasmejanega harmonikarja, kaj več o ansamblu Razgled, kako je sploh nastal ansambl, zakaj ime Razgled in tako naprej. Lepo pozdravljen, gospod Marko. Dobar dan želim, dober večer. Po podatkih, ki jih imam o vam, torej ansambl Razgled, verjetno ste se postavili na nek hrib, imeli krasen razgled na drugo občino in tam našli drugega muzikanta in ste se sestali. Kako je bilo to? Točno tako. Je bilo tako? Točno tako. Ja, odlično. Ja, v bistvu ustanovni član sem v bistvu še edini jaz. Aha. Smo se pač malo zamenjali vmes. Ime pa je tako nastalo, ja, pač iz Katarine na Ljubljano, se lepo vidi na Ljubljano dol, pa na Medvoško stran proti Kranju. In pa smo rekli, zakaj pa ne bi Razgled, konec koncev vsej teh imena še ni. Točno tako. Bom rekel, kar tako neponovljivo ime, ne? Ja, precej, ja. Mogoče bi predstavil še ta dva simpatična pevca, ki sta tako lepo sta se objela. Sta to par ali še ne veste, ali kako? Po moje še ne veste. Še ne veste? Da bosta par, da bosta, kako? Ja, lej, čudna Sopota usode. Ja, gospodova, tako. Mogoče predstaviš poimensko vaše člane, tale pevc vaš. Ja, to je... Ja, vem, ja. To je naš Kristjan, obenem tudi vodja ansambla. Z katerega konca pa prihaja? Prihaja iz Čirč pri Kranju. Pri Kranju, aha. Ja. Gorenc, ja. Ja, to pa še moja tovarišica za zemljepis verjetno ne bi vedela. Kaj pa tale jodlarka vaša, simpatična? To je pa naša Katarina Ramač, prihaja iz Struh na Dolenskem. Aha, tako ste kar precej različna, ne? Ja, mi smo Gorensko-Notranjska naveza. Notranjska. Ja, jaz se štejem za Notranjca. A res? Ja, sploh kadar je treba za pijačo dati. Ja, torej na baritonu smo rekli, Monika je pa... Monika Gabrijan, Stična. Stična, tako, pa kitarist. Je pa Rok Fojkar iz Hoste pri Škofji Loki. Kje je tale kitarist včasih igral? Daj mi povej. Ansambl Vrisk. Je bil, ne? Aha. O tem bomo pa midva kasneje kakšno rekla. Naslednjo polko, ki boste zagrali, Vrh planin. Tako, to je naša... Avtorska? Avtorska, ja. Besedilo in glasbo je napisal naš Kristjan. Mi smo to odšpilali. In to je to. Moram Kristjana vprašati. Kristjan, si sicer tudi instrumentalist ali samo pevec? Ja, tudi, kitaro igram. Da si lahko daš kakšne akorde, da narediš glasbo? Ja, tako. Drugač tudi s klavirjem si človek pomaga lahko. Vse, ker... Sam težko ga je zraven vlačiti, ne? Klavir je težko zraven vlačiti, ne? Važno, da je intonacija, pa mora pa v glavi špilati. Tako. In ansambl Razgled. Zaigrajte Vrh planin. Pridi moja ljubca, greva v planine, kjer so strmine, gore skalnate. Tam srce mi poje, objemo ljubce moje, ko mi zavriska, srečen sem na vse. Pridi zdaj, moj dragi, s tabo bi zapela, tebe objela, sredi ti gora. Vitrič spet mi kuštra, moje kodre zlate, mehke so trate, lep je gorski svet. Sva gleda van neba modrino, misli v vetru jadrajo, v srcu nama je lepo, lep razgled, odmev zgora, v prsih plah potreb srca, z roko v roki čutiva, da v raju sva. Tvoje kodre zlate, mehke so trate, lep je gorski svet. Vrh gora objeta sva, gleda van neba modrino, misli v
srcu nama je lepo, lep razgled, odmev zgora, v prsih plahotreb srca. Z roko v roki čutiva, da v raju sva. Z roko v roki čutiva, da v raju sva. Z roko v roki čutiva, Da v raju sva. Tisoč rokami bi tvojo našel, žuljavo roko v mati, v gubah bi videl pregrati, kdo bi premelami lica ogril. Med tisoč pogledi bi tvoje našel, drobne oči spito mati, več nisi mogla mi dati, ko sem od doma odšel. Radi bi sonca dal, o mati, tebi jesen ogreje, vse bolj občutim, ki je daleč ostal moj dom. Danes prišli smo k tebi, mati, da nam spet daš zavetje, skromno je naše cvetje, za tvoj veliki dan. Med tisoč rokami bi tvojo našel, žuljavo roko mati, v gubah bi videl pregrati, kdo bi premelami lica ogril. Med tisoč pogledi bi tvoje našel, drobne oči spito mati, več nisi mogla mi dati, ko sem od doma odšel. Radi bi sonca dal, o mati, da mi jesen ogreje, vse bolj občutim, ki je daleč ostal moj dom. Danes prišli smo k tebi, mati, da nam spet daš zavetje, skromno je naše cvetje, za tvoj veliki dan. Med tisoč pogledi bi tvoje našel, drobne oči spito mati, več nisi mogla mi dati, ko sem od doma odšel. In zopet smo za našo okroglo mizo, nocoj gostimo damo slovenske zabavne glasbe, ki smo jo ravnokar videli na temle nastopu na Ptujskem festivalu 50 let, mislim, da je bilo, zraven ansambla Vikija Ašiča, mlajšega, starejšega, zraven tudi Tanja Mikola in na klarinetu trobenti Bernard Belina in Dejan Podbregar. Irena Vrčkovnik, dobrodošla. Ja, dober večer, hvala za vabilo. Dober večer vsem, ki nas gledajo. Jaz upam, da si zadovoljna, da smo te z tem spotom napovedali.
Ja, kar presenetil si me, ker res tega posnetka že tudi dolgo nisem videla, to je v bistvu 4 leta je od tega, ne? 2019, ja. Ja, in tako je bilo lepo sodelovati, sem bila počaščena, ne, da so me povabili, da me je Viki povabil Ašičevo, ne, pa da sem lahko Stančko pela, Ja, ne. to. Ja, pa Mike, sami fajn glasbeniki skupaj, ja. Vse to. Pa fajn ste izgledale tukaj. Ja, le, 4 leta, mlajši smo bile. Ja, neke rože si prinesla ti na oblekce, se spomnim, ne, takrat? Joj, pa Se spomniš to, se spomniš? Ja, pa sem res, pa ne, pa tako, da sem neko rdečo nit imela stanjo. Tako. Ja, Odlično. seveda. A veš, kaj sem pa, da sem skoraj danes tole kiklo oblekla gar. A res? Mislim, misliš, jaz se vedno tudi kako stare stvari oblačim, a ne, nimam vedno novih, ne. In sem rekla, tele pa že dolgo nisem imela, dobesedno 4 leta že nisem imela gor, ne. In danes bi jo kamot lahko dala, pa nekaj mi je reklo, da ne, še dobro, da ne veš, kako bi izgledala zelo. Bi mislila, imaš samo eno kiklo, ne? Ja, to me je že vse en, kaj si to misli, a veš. Saj vem, Irena, Že v teh letih. Ja, Irena, ti si naredila lepo glasbeno kariero v svojem življenju. Začela si, po mojih spominih, ne, v narodno-zabavni glasbi pri ansamblu Vesna. Predno si šla v solistične vode. Še malo prej sem začela. Kaj je bilo pa prej? Aurora. Aurora. To pa je najstniški bend bil, to smo bila pa smrtla, ne, tam 16-17 let stara. In se tako spomnim, mi smo že takrat imeli, da ti pa en podatek povedala. No, da slišimo. Mi, Aurora, smo že posneli takrat tvojo, oziroma tebi mojo najljubšo, ne, mojo tebi najljubšo pesem. Ja, točno to, Aurora je to posnela. A res? Ja. Pa seveda se je Vesna zgodila, tam smo seveda posneli pa prvo kaseto z narodno-zabavno glasbo, smo sodelovali z Igorjem Podpečanom, on nam je naredil vse skladbe, no. No pa seveda se je zgodil tudi Ptujski festival in tam me je slišal človek, ki je pač mi ponudil sodelovanje oziroma rekel, če me zanima pa zabavna muzika. Ja, seveda me zanima tudi zabavna muzika, pa ne sam, mislim, mene zanima vse, kar je z muziko povezano, vse, kar je z dobro muziko povezano. Točno tako in dobra muzika šteje, ne? Ja, se samo 2 zveš tista, dobra pa slaba. Ja, več pa ni, ne? In Irena, jaz se dobro spomnim tiste tvoje prve samostojne kasete, kjer je tista Noč gor tudi, ne? Pa Breze, pa še kakšna taka lepa. Ja. Polepša mi to dan, je pa naslov. Je pa naslov, tako. In vsaj 4 skladbe iz tega tvojega projekta je tudi moj ansambl igral takrat. Hvala. Ker je tudi takratna pevka. Pa vredno Portorož ste igrali? Ja, zaljubljena Portorož. Ja, pa Santa Marijo. Tako, To si že ti vse veš, ne? Ja, lej, Krogla. Tebe se spominjamo s tisto tvojo črno, visoko frizuro. Ja, trajne smo te vsi imeli, ne? Ja, Še fantje. Skoraj. Ja, naš skoraj, vsi pobi so mi, pa kar spomnim se pop dizajna, ne, Vilija recimo, Ljubljani, ne. ja. Takrat je bilo to moderno, ampak zdaj je spet. Jaz nisem vedela, da zdaj mladi fantje zopet nosijo trajne. A si to vedel? Ne, nisem vedel. Jaz tudi ne. Pa sem pa videla enega fantka pri enih prijateljih in sem rekla, kako si luškan skrošljan, ne, kako si luškan. Ja, trajno, A še vikler imel gor, ne? Ne, prav trajno, ne, to si fantje dajo. Ja, jaz sem dolga leta nosila te črne lase, mislim, nakrožljana sem bila zaradi trajne, ne. Potem pa, veš, po tolikih letih tudi tvoja barva las se začenja spreminjati, ne. In zdaj recimo, meni se vsak si vlasek pozna, ne. Sam teb? Ja, teb se jih 2, teb se 3 pozna. Ja, 3, ne. Irena, povej, verjetno si imela tudi kakšne festivalske uspešnice, verjetno. Ja. Malo nam povej, no. Veš, to sem že tolikrat, sej vem, v datumih nisem najbolj doma, moram kar priznati. Je pa res, da pesem Zaljubljeno Portorož je bila z njo, Oto Pestner mi je napisal melodijo in me je prijavil leta, mislim, da 91. On me je prijavil, ne, in nisem bila sprejeta, ne. Sem rekla, meni je bilo vedno tako čisto vse, ne, mislim, ali si ali pač nisi, ne, sprejet. V glavnem,
Potem pa smo naslednjo leto, da pa zdaj res ne vem, a je to bilo tam okoli 90. leta, pač je to bilo. Naslednjo leto sem pa z isto pesmijo bila sprejeta, ne. In sem dobila 3. nagrado občinstva takrat. Ja, no, to se spomnim tega prvega takega uspeha, pol je bila Vesela jesen, moj šocej, to... Je cago, se meni ne upa. Tudi je pa Igor napisal. Ja, pa Mitja Šipek, besedilo, Kleni Korošec, žal ga ni več med nami, ampak se tako spomnim, ko sem hodila k njemu na govorne vaje. Jaz sem pač, ja, sicer mene ljudje, tisti, ko me ne poznajo tako dobro, mislijo, da sem Korošica, ker imam eno tako melodijo govora, ne? Ja, tako. No, in ko sem se jaz pri Mitju učila, res izgovorjave, še šen kolnjan cagovc, par ni zauber, ni spal, ne? V glavnem, zelo fajn spomini so to. Bilo je vse sorte, dala sem v bistvu tako rekoč vse festivale, tudi EMO, tudi dvakrat sem bila recimo druga na EMI, čeprav Eurosong nikoli nisem pogrešala, da bi mogla zmagati, ker sem bila leta 97, se mi zdi, back vokal Tani Ribič na Eurosongu, tako da sem doživela pravi Eurosong in je res fajn. Še boljše biti back vokal, ne, zato ker nimaš treme, nič. Ker drugače pa imam, a veš, ni mi nikoli vseeno bilo, kako bom nastopila, ali pa melodije Morja in sonca, to. Skratka, res veliko število mojih nastopov na festivalih, za vse, super sem se imela, seveda pa ne bi več šla. Razen, če bi naredili festival za one starejše. Seniorje. Pa dobro, nisem še seniorka, malo čez 50. Tak si nakazala, no, tak si nakazala. Pa dobro, ne, ampak jaz ne bi tekmovala z mladino, zato ker, a veš, oni naj bojo klasa zase, jaz bi šla pa ono. Pa da ne bi se sploh tekmovalo, ker v muziki se po mojem sploh ne bi smelo tekmovati. Ne, glasba. Ker zanimivo je, da težko zdaj, če ti napišeš glasbo, jaz pa to ocenjujem, ne? Kako naj se ocenjujem, kako ti čutiš glasbo? Ja, ne, ti boš ocenil, to boš na frenda, boš mi dal, ne? Jo, veš, da ti mi dal, ne, se ni problema, bomo zdaj strnik, ne? Hecam se, no, ampak je res težko, no. Jaz sem tudi bila že parkrat v komisijah in pa takrat so me ljudje pol vprašali, kako pa pol ocenjuješ? In dobesedno ocenjuješ po svojemu okusu. Ja, čist po svojemu okusu in če si pač, ti imaš sigurno drugačnega, ne? A veš? In tako naprej, po mojem je pač neko nujno zlo, da se tekmuje v muziki, ne vem, muzika je stvar okusa, ja. Tako so naredili in tako naj bo. Kar naj bo tako, ja. Irena, kaj počneš sedaj? Seveda poučuješ mlade, srednje, starejše, povej malo. Ja, to je, v bistvu imam res lepo službo, no, vsak dan imam Vsak dan poješ službi? Vsak dan pojem in vadim, res. In fejs se pozna, če vsak dan vadiš, pa vsak dan dihaš, pa vsak dan delaš te tehnične vaje, ne. In ti povem, da kar se tiče po vseh teh letih, res, hvala lepa, sem hvaležna, da mi glas res služi in lahko skozi pojem, sploh ni problema, a ne, da bi imela kakšne težave. Tako da mi je, v bistvu cel teden se ukvarjam z mladino in v tem primeru, če nas kdo gleda od mojih sončkov, pozdravljam vse moje lumpe. So pa kar tudi iz tega konca, pa so najdlje so iz Koroške, potem kar širši krog, niso samo spodnja Savinjska recimo, tudi zgornja Savinjska. Skratka, imamo se lepo, a lahko naredim eno reklamco? Seveda. 17. junij imamo pa zaključek na Fontani v Žalcu, tako da če hočete nas videti, slišati, predvsem slišati, potem pa vsi vabljeni. Tudi tvoja vdaja s tabo na čelu. Seveda, 17. sem že rezerviral, pa še nisem vedel, ne. Jaz bi prosil režijo, če pokaže ene 3 fotografije tvoje, eno malo starejšo, 2 malo mlajši, mi da še ima pa čas povedala, a veš, kaj ima povedala? Poglej, kdo je to? A to si ti? Ja. Baby, ena svečka je gor. Ena svečka, eno leto, ja, krasno. Škoda, ker ti nisem poslala še posnetka, ko sem bila stara 2 leti, se je pa na YouTubeu se lahko najde, piše Ir1 Baby, ko je moj ati, ki je bil ljudski godec, imel magnetofon, na katerega je snemal
On je igral harmoniko, bariton, kitaro, vse in je sam se nasnel vse. Jaz sem pa pela Moj očka ima konjička 2. Oba sta lepa bela simeljna. In imam posnetek, pa tudi na YouTube sem dala potem lepi spomini. No, to je moj pravzaprav prvi posnetek, ne. Prosim za drugo sliko. 2 leti. Ja, da No in vidimo, pol sem hitro zrasla, ne. Ja, zdaj boš zelo hitro zrasla, ne? Kako lepo zeleno igračko so mi dali. Ja. Ja. Nisi imela mobitela v roki. Ja, A ni bilo, takrat še ni bilo tega, ne? Mi smo še tam na televiziji imeli, veš, ono steklo, ko je... No, to so pa tisti tvoji črnila si, To so pa že, to je pa v bistvu, to so pa slike iz mojega zadnjega albuma, ki je šel leta 2001. 2-1. Ja, Takšna sem je naslov tega albuma bil, oziroma je. In ko sem v bistvu tak country, pop country stil imela, ne. In takrat vem, da mi je bila Shania Twain tak pri srcu in sem tudi naredila njeno priredbo Vsak moški moj, ne, Any Man of Mine. In so rekli, ne, pa to Slovenija še ni še zrela za country, ne. Evo, danes je country pri nas kar lepo sprejet. Jaz sem vedno nekaj ali prepozna bila, ali prehmal bila, ko smo zvestno naredili Beatle v narodno zabavni verziji, a ne, so nas popljuvali, pa kaj si mi gremo. Poglej danes, Ja, globalka je naredi in tako naprej, ne. vse zabavne ali pa rock, pop, karkoli se naredi v polki, valčko in je to danes in. Tako. Evo, no, kaj pa tale? To je še z unih cajtov 2001. Jaz bi ti poslala tako malo bolj kronološko lahko. Ja, to bomo pa Če bi mi naslednjič to potem, ne? tako povedal, jaz rekel 3 slike, mi pošelj in sem ti 3 poslala, no. Lepo, Irena, Ja. nocoj bomo slišali tudi nekaj tvojih lepih skladbic. Ja. Pa ne boš tudi sama pela, ampak s tabo bo tudi en oktet. Ja. Zelo sem vesela, da so fantje lahko prišli danes, to pa že stara, ne. Ja, to Mislim, je zdajšnja, no. Se veš, da te, čak mal, če se ti profi slikaš, te morajo malo poretuširati, a veš, ne moraš vse biti realno. A tak je to? Ja pa itak, to vse ženske vejo, še na telefonu si vse tako naštimamo. Nas moške kar postajajo, tu smejte se pa slikajo. Ja, vi ste pa tako v redu, kakršni ste. Natur, ne? Ja, lej. Torej, oktet, Oktet žetev. žetev. Zelo fajn pobi iz Zgornje Savinjske doline, z njimi smo Breze, ki je v bistvu star komad, ne, sem priredila, sem naredila vokalno priredbo in smo tudi posneli in res sem vesela, da so danes z mano. Krasna skladba. Ja. V originalu ima ena Panova piščal solo, tukaj pa ne, tukaj pa vokalno. Ne, tam ni nobene Panove piščali. Kako Panove piščali? Ja, ali pa flauta. Pri Brezah? Ja. A ni, aha, Ja, a možno. Ja, vendar res, ja, veš, kako dolgo že nisem stare verzije slišala. Ne, ker sem imela v glavi trobento Žana Prešerna. Pa ni. A veš, ker Žan igra tam trobente, Žan Prešern. To pa je res. Ja, To pa je Ivan res. Prešern, Žan. Ja, tako. To je moj najljubši trobentar. Ja, se nisem Po njemu sem dala tudi mojemu sinu ime. Lepo. Ja. Irena, kmalu na našem odru z oktetom žetev in mi se pa vrnemo kmalu nazaj.
Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Domače. Izletniška kmetija Mirnik.
Odlično, mladi citrari oziroma citrarke pravzaprav, ne? Jasmina, lep dober večer. Ja, lep pozdrav, dober večer. Zelo sem vesel, da ste prišli, da so starši pripeljali te mlade glasbenike iz Krškega. Tako je, pozdravljamo iz Krškega, iz glasbene šole Krško, kjer prihajajo 3 citrarke, trio, in sicer Stela, Živa in Erika, ki se pri meni učijo citre. In eno leto skupaj delujemo kot trio, pa smo se želeli tudi malo predstaviti širše, tako da smo danes tu na TV Celje. Povej, poučuješ minhensko ali dunajsko glasitev? Ja, poučujem minhensko glasitev. Res je. Ta meni ni tako znana, jaz sem se učil dunajsko, ne, koliko lahko te pa poskusimo naučiti na standardno ali minhensko, če danes želiš. ne bo časa, ker smo kar natempirani. Beli svet, ta skladbica je bila v enem filmu, je tako? Ja, Moje pesmi, moje sanje, ena lepa pesem, tak musical in tak, ki bo vedno verjetno živ v melodiji in v filmu. Tako, pridružila se še ena deklica na violini, vidim. Ja, sestrica od naše Stele, ki igra violino v glasbeni šoli Krško, bo skupaj zaigrala z citrarkami en tak Scottish dance, malo bomo zaplesali po škotsko, tako da bo se pridružila, ker rada združujem sestre, brate, se pravi družine, da tudi skupaj muzicirajo, da skupaj ustvarjajo in seveda, da se skupaj veselijo ob glasbi. Zelo lepo, Jasmina, in jaz predlagam, da nam kar zaigrate naslednjo pesmico. Odlično je bilo tole zaigrano. Povej mi, koliko časa že tele mlade deklice igrajo na citre? Ja, 4 leta oziroma 3 leta Erika, tako da se da kar v tem času marsikaj naučiti, no medtem kot pa Manca pa igra violino že 6. leto. Ja, se vidi, da je tudi že kar zrasla v tem času, ne? Ja, seveda. Kar pusti, to bomo že drug teden pobrali, ne se sekirati. Ja, v glavnem, Jasmina, ti se voziš v Krško in tam poučuješ že dolgo? Drugo leto sem v glasbeni šoli Krško, drugače pa moje poučevanje sega že 25 let nazaj, tako da že kar precej let učim. Kaj 25 let, kaj? Sem stara, mislim reči. Ja, to pa verjamem, ja. Torej, kako da si se odločila za citre? Ja, citre so tak milozvočen, srčni inštrument, ki sem ga prvi slišala tam nekje pri 10 letih. Imela sem srečo, da je moj sosed igral na ta inštrument in sem ga imela res priložnost srečati in videti doma. Tako da takrat sem me nekako pobožal in sem se odločila, da bom začela igrati in blizu sem imela učitelja. Skratka, vse je bilo pripravljeno za moje citrarsko kariero. Povej, ali imaš v programu tudi seveda nekaj skladbic našega pionirja, citrarja Mihe Dovžana? Ja, Miha Kakšno Dovžan. cvet je v jeseni, verjetno to je obvezno. Ta je naša himna citrarska in kadarkoli, kjerkoli jo zaigram, je dobrodošla. Ti sama tudi nastopaš, kolikor vem, ne? Tudi, tako je. Še? Še. Odlično, nadaljuj. Jaz se ti zahvaljujem za najin pogovor in tem mladim, ki so prišli od tako daleč, veliko uspeha glasbenega in tudi sicer v šoli, ker šola je pomembna, da bojo naredili šolo, ne? Tako je. Tretja skladbica je pa katera? Tretja skladbica je pa skladba od Nine Pušler,
Tople oči, ki pa jo bo zaigrala naša Živa Župevc in njen brat Jakob na kahonu. Odlično, izvolite. Zoreča šla med brajde in bukov gost se v mavrico odel. Bom skrila vse poletne sanje, le dan meglen me bo obil. Pogled iskal bo zadnje bilo cvetje, kjer so bile vse najine poti. Ko temna noč bo legla nanje, srce potiho naj zaspi. Še čakam te, da bi odšla nocoj, tja daleč, kjer pomlad dehti, kjer se ustavil je neslišno čas in veter nosi vrtnic mimo poj. Še čakam te, ko jutro se budi, na skrivo sonce mi v dlani, prižgal nasmeh mi spet v očih in srečo, ki v meni spi. Šla med brajde in muko gost se mavrico odel. Bom skrila vse poletne sanje, le dan meglen me bo obil. Še čakam te, da bi odšla nocoj, tja daleč, kjer pomlad dehti, kjer se ustavil je neslišno čas in veter nosi vrtnic mimo poj. Še čakam te, ko jutro se budi, na skrivo sonce mi v dlani, prižgal nasmeh mi spet v očih in srečo, ki v meni spi.
Naskrivo sonce mi v dlani, prižgal nasmeh mi spet v oči in srečo, ki v meni spi. Zemlji naši, srečal dobre sem ljudi, skromni, majhni, a pošteni, to smo mi. Že stoletja tu živimo, se z viharji bijemo, bratje, sestre, ne pustimo, samo milijon nas še živi, še na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje, dobri smo. Samo milijon nas še živi, še na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. In smo majhen narod, vedno kriv je, kdor je majhen, je vedno kriv. Če si majhen, bodi srečen, da si živ, bratje in sestre, zdaj stisnimo dlani, dokažimo, da veliki smo mi. Samo milijon nas še živi, še na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. Samo milijon, samo milijon, samo milijon, samo milijon, samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje, ljudje. Samo milijon nas še živi, še na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. Samo milijon nas še živi, še na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje. Samo milijon, samo Kako dober aranžma te skladbice, ki je nekdaj prepeval ansambl Agropop. Poprašam njihovega najbolj zgovornega možakarja, rekli so, da Rok rad govori, izvolite. Če treba, pa rade volje, ni problem. Tako, prihajate iz Savinjske doline, Solčavska gora, onkonc, ne? Zgornje Savinjčani, večina Solčava, Luče, Dominik je zdaj se odselil je v Ponikvi. Kako pa je bilo razlog? Ženske nas doskrat zapeljejo, kakor skušnjavo daga, drugačno, tudi to, da zapustiš lepe kraje, se zgodi. Res je. Koliko časa takole lepo prepevate, povejte? Če hočeš imeti žeto, moraš imeti najprej seto in to smo mi zasjalniki, bi rekel, 13 let nazaj smo začeli. Več ali manj v isti zasedbi, samo prvega bassista enega smo zamenjali vmes, drugače pa se trudimo in ustrajamo v taki zasedbi. Super, odlično zvenite. Kmalu se nam pridruži še Irina Vrškovnik in zapojete z njo tisto lepo Breze. Irenca, kar počasi pridi, mi še pa povejma nekaj o Kresni noči, katero pripravljate.
Ja, to je naš vsakoletni projekt, glavni. V bistvu začeli smo z, bi rekel, ali pa vsake leto to oblikujemo, ta dogodek z zvezdami slovenske glasbene scene, začenši z Ireno Vrčkovnik, Otom Pesnerjem, smo bili že skupaj lansko leto z Janom Plestenjakom in letos 13. junija večer v Lučah z Nino Pušlar, njenim bendom, tako da ste vsi lepo vabljeni. Vreme bo? Jo, vreme bo, normalno. Kakršno koli že, ampak vreme bo. Tudi lansko leto nas je dež, par kapljic nam je ukradil zadnje komade, ampak smo zdržali. Oprema je bila bolj kritična, mi pa. Odlično. Oktet žetev, nadaljujte tole vaše delo, kajti je vrhunsko in ne pozabite Irine povabiti na vsake par vaj. Ker odlično, kako zvenite, bomo sedaj slišali, ampak jaz vem, da zvenite odlično in samo za vas, dragi gledalke in gledalci, Breze, Irina Vrčkovnik in Oktet žetev. Kakor device plahe bele, na pomlad breze so vzbrstile, šelestnih listja šepetanje, da se pogled zaljubi vanje. Jim kodre bujne veter češe, podobo njih umetnik kleše, opeva pesnik njih lepoto, komu preganjajo samoto. Se ob večerih lunovanje ujame, srebrnimi rokami jih ujame. Še v nočih so njih podobe krasne, naj temne bodo ali jasne. Jeseni zdaj vihari privršijo in breze v mrazu žalostno ječijo, a še tedaj lepota ne izgine, lepota večna je, ne mine. Jim kodre bujne veter češe, podobo njih umetnik kleše, opeva pesnik njih lepoto, komu preganjajo samoto. Se ob večerih lunovanje ujame, srebrnimi rokami jih ujame. Še v nočih so njih podobe krasne, naj temne bodo ali jasne. Jeseni zdaj vihari privršijo in breze v mrazu žalostno ječijo, a še tedaj lepota ne izgine, lepota večna je, ne mine. Odlična pesem, lepa pesem, ki jo poznamo že odprej. Irena, jaz prosim, če se mi pridružiš, da povema še nekaj o tvojem sodelovanju z tem krasnim oktetom iz Zgornje Savinjske doline. Kako je to sploh nastalo? Ja, pravzaprav se ne spomnim, na kak način, seveda se spomnim. Dejstvo je, da mi v spodnji Savinjski dolini in okolici poznamo tudi dobre pevce iz Zgornje Savinjske doline in Oktet žetev sem večkrat seveda poslušala, večkrat smo sodelovali, večkrat smo bili skupaj na kakih feštah, prireditvah in tak naprej. In enkrat je dejansko prišla beseda nanesla na to, zakaj pa ne bi sodelovali. In tu pa tam res razpišem kake note vokalne, no in tukile se mi je kar ratalo, moram reči, z rahlim popravki seveda, ker jaz sem vendarle vsako štimo posnela, tako jaz pač na tak način pišem, ker ne znam pisati not v računalniku, v Sibeliusu ne znam, bi mogla ročno vse to delati, ampak sem rekla, to pa ne. Skratka,
par vajic smo naredili in že smo leteli v studio. In vrhunski posnetek se mi zdi. Vrhunski. Meni se zdi. Irena, povej naslednja pesem Santa Maria. Ja. To smo si To je nemška šnulca, to veš. Vemo, ampak danes ta verzija, ti si rockerka po srcu malo, ne? Ja, seveda. No, se vemo, To ne? pa vedno. In tale verzija je malo bolj rockerska, je tako? Bluzovska, ja. Blues rock, ja. Dejstvo je, da ko sem jaz bila tudi pri ansamblu Sredenšek, ko smo govorili prej v moji zgodovini, ne, vem, da je takratni šef Vlado v bistvu to pesem, takrat je bila leta 91 velik hit v Nemčiji, ne. In so mi predlagali, mi smo tudi peli, ne, ampak že smo dobili pa idejo, da bi pa mogoče tudi v slovenščini. Tako da jaz sem to tudi v nemščini posnela, ampak ko sem pa v slovenščini, pa nisem mogla pričakati, da bi plošča ven prišla, smo začeli že kar vrteti. Tako da... Je bila hit, predno je šla. Res, ja, res. Irena, predlagam, da nam jo zapoješ. Ne mi ga vzeti zdaj. A bi ga imela še? Ja. Ga rabim še. Okay. Prosim, Irena. Takole in z mano za našim omizjem gospod Jure Sodja iz Gorenjske. Ja, tako prav iz Bohinja, lep dober večer vsem gledalcem. Torej,
kako ne rečemo, dolgoletni kulturnik, menadžer, vodja kulture v Bohinju, Bledu, na Gorenjskem in še kje. Prosim, če kar malo povemo o teh stvarih. Ja, jaz najprej ne rečem, da obožujem takšne oddaje in takšne preditve, kot je tvoja, tako da čestitke za ves ta trud, pripeljal si danes prekrasne nastopajoče. Hvala lepa. In tudi s takimi delam, po eni strani na preditvah, po drugi strani jih probamo kdaj kam prodati, ne, to sam veš, kako izgleda. Sigurno. In zato je ta menedžerski posel težek, ampak tudi zanimiv. Po drugi strani pa sem predsednik kulturnega društva Bohinj, imamo 2 pevski sekciji, to se pravi starejše dame, ki se jim reče po domač koprivce, pa mlajše dame, ki so pa rosce. Po drugi strani pa tudi folklorne sekcije, 2 pa ročna dela, likovna ustvarjalnica, tako da ta društvo je res ima tradicijo in je super. Sam osebno sem bil pa, me veliko ljudi pozna, sem bil pa 15 let vodja preditev v Bohinju, recimo Kravji bal kot tista najbolj legendarna, tako da nekako te izkušnje in vse to, kar sem doživel, je bilo skozi Turistično društvo Bohinj, ki je te stvari organiziral. Potem se bo odpravil na solo pot in zdaj dejansko organiziram razne preditve, tako da bom kar izkoristil, da vse povabim gledalce v Poljansko dolino, pri dvorcu Visoko, imamo 10. junij vrhunec Tavčarjevih dnevov letos in to bo Trio Vivere in Uršula Ramovec, super koncert, tako da res vabljeni tudi na ta dogodek. Seveda potem sem v preditvah začel spoznavati vse super pevce, tudi recimo današnje tvoje goste, samo razgled, neki so tudi že nastopali v Bohinju. Poglej, kakšno naključje, ne? Ni naključje, sej veš sam, ne? Naključje ni, ne? In lahko rečem, da skozi vso to glasbeno sceno, predvsem bi rekel in izpostavil danes, glavni recimo moj izvajalec trenutno je Zoran Predin, ki bo se vrnil malo na slovensko sceno, ne bo sam po jugi več hodil, tako da vsi zainteresirani seveda vabljeni. Potem pa sodelujem z ogromno in narodno-zabavnimi bendi, pa Orleki recimo so taki večji, pa z Omarjem, pa praktično za vso slovensko sceno, ker danes glavna moja prednost je to, da lahko vse na enem mestu naredim. Če rabiš neki, pa ne veš kako, pokličeš mene in tukaj je Jure Sodja Events na mestu. In danes si spoznal, verjetno si jo že poznal prej, našo Ireno Vrčkovnik, ki bo sigurno prišla kaj na Gorenjsko zapet. Irena bo sedaj tudi nam zapela še eno krasno pesmico, tako da jo vabim, da se kar pripravi. Povej, si vpet bolj v narodno zabavno glasbo kot menadžer ali tudi bolj v rock zabavno? V bistvu bolj v zabavno, rock, razne tudi preditve v gospodarstvu, korpo preditve, ampak naravno zabavno mi je pa tudi po duši in srcu, kajti moja najdražja folklorna mentorica že 30 let, moj ati pokojen seveda, pa je špil v bohinjski folklori kontrabas, tako da imam te gene, ta prave in ljubezen ta pravo, res pa da v samem biznisu sem pa bolj na zabavni sceni, bo tako rekla. In sigurno poznaš isto lepo pesem iz Bohinja, v Bohinju luštno je, fletno je, tam visoke so gori. Poznam tudi eno drugo, Bohinj ima dež, tam mlade. Ta pa novejša. Jure Sodja, jaz se ti zahvaljujem. Jaz upam, da nocoj vidijo tudi v tebi kakšno luč tisti, ki bi želeli sodelovati s tabo in priti na Gorenjsko, se predstaviti. In Celjani imamo veliko glasbenikov in skupin odličnih, tako da Jure, ti jih pošljemo ali jih pa poiščeš kar sam. Hvala lepa, čestitke za to super oddajo, ki jo imaš in vse dobro še naprej. Hvala lepa, sedaj pa naša Irena Vrčkovnik samo za vas. Zabava vse se že vrti, še mačka gor na strehi se puncaja v trni. Boter mesec gor na nebu tiho se reži, jaz pa mičnati fantiče, wow, požiram le z očmi. In če si v dilemi, ali si buden ali spiš, Luka ti takoj pove, ker on vedno ve. Ni dileme, tu žura se non stop. Se non stop, tu ljubi se non stop, non stop. Ni dileme, tu žura se non stop, tu pliše se non stop, tu ljubi se non stop. Kaka nora in divja zabava, pa to niso sanje. Kaka nora in divja zabava, pa ni časa za spanje.
Kakanora dobra klapa, se že smeji. Še ribe v vodi plešejo, ko da nimajo kosti. Šor bikini terapija nas po konc drži. Pa vse te fantiče, wow, ostajam brez moči. In če si v dilemi, a si buden ali spiš, Luka ti tako pove, ker on vedno ve. Ni dileme, tu žura se non stop, tu pleše se non stop, tu ljubi se non stop, non stop. Ni dileme, tu žura se non stop, tu pleše se non stop, tu ljubi se non stop. Pa to niso sanje, kakanora in divja zabava, da ni časa za spanje. Ni dileme, ni dileme, ni dileme, tu žura se non stop, tu pliše se non stop, tu ljubi se non stop, non stop. Ni dileme, tu žura se non stop, tu pliše se non stop, tu ljubi se non stop, non stop. Ni dileme, tu žura se non stop, tu pliše se non stop, tu ljubi se non stop, non stop. Ni dileme, tu žura se non stop, tu pliše se non stop, tu ljubi se non stop. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja.
Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo Pekarno Geršak. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Ja, takšna je narodna noša slovenska. Mi imamo veliko narodnih noš, belokrajinsko, gorensko, štajersko, prekmursko in še kaj. Ampak vsaka noša je krasna in predstavlja kraj, kjer ljudje živijo. Kitarist Rok, to ni mladi glasbenik, ki je že nekaj let na sceni, igral je že pri večjih ansamblih, ki bo povedal sam.
No, dober večer. Pozdravljen. Živijo. Jaz sem igral prvotno pa ansamblu Razpotnik, so moje začetki, tam se to poznam dva verjetno, ne? Tudi. Okay. Potem sem bil pa še pri Vrisku pred tem ansamblom, zdaj sem pa po kratki pauzi sem pa pristal pri ansamblu Razgled in sem se malo pomladil, so vsi mlajši od mene. In se krasno počutiš. Ja, fajn, super, res. Zanima me, ali si bil ti takrat pri ansamblu Vrisk, ko ste zmagali na Polki Valček z ansamblom Preveč je belih rož. Tako je, ja. Si bil zraven? Ja, 2002. A veš, kaj se pa meni zgodilo, to moram povedati. Jože Avbelj, ne? Ja. Harmonikar, tako je. Me kliče, da pride pregledati dvigala k meni v službo. In jaz nisem vedel, kdo je to, po telefonu in zagledam Jožeta pred vrati. In sem rekel, Jože, kaj pa ti? Ja, dvigala ima pregledala. Zanimiva zgodba. On je bil v tej službi, ja, tako. Ja, on je inženir teh stvari. Tako, ja. Super. Povej, koliko let si bil pri ansamblu Vrisk? Ja, kar bliz 15 let skoraj. 13-14 nekaj takega, no. Tako, ja. Tole naslednjo pesem, ki boste zaigrali, Pa se sliši, to je ena ljudska pesem, krasna, ki so jo že skoraj ljudje pozabili. Kdo je to od vas napisal? Ja, mislim, tako moram povedati, jaz sem tle zelo tudi mlajši član, po stažu. In komado v bistvu ne poznam tako dobro, kaj več bi verjetno Kristjan povedal, ampak je pa ljudski komad, napisal pa v bistvu nekaj Kristjan, a ne Kristjan bo držal. Prijedba tako. Dovoliš, da stopim še do Kristjana? Tako, najboljš. Hvala lepa, me veseli, da smo se srečali zopet po dolgem času. Ja, Kristjan, ste rekli, da ti zelo rad govoriš. Ja, res je. Res je. Ta funkcija mi pripada na špilih. In da bi te spustili, bi bil greh. Ja, no, ali pa tudi danes mogoče, pa še tudi včasih, če je človek mal tih. A tako. Kako ideja za tole krasno ljudsko Pa se sliši? Ja, to je bilo na enem špilu smo bili. Cerkvenjak je bil na sporedu, se pravi festival in smo rekli s fanti pa z Katarino, še takrat je bila samo ona, dajmo pa pejmo se malo pokazati, če v tiste Prekmurje oziroma tam Pomurje in smo rekli, gremo pa naredimo to in smo probali že tam se pravi v zaodarju med pauzo in se nam je nekako oglasili in smo rekli, bomo pa to naredili. Odlično, jaz predlagam, da nam to zaigrate in zapojete. Ja, in res se je slišalo, ansambel Razgled, hvala lepa, odlični ste, jodlate ljudske pesmi. Jaz povabim moje otročke, pridite zraven mene, kaj ti sledi, saj veste kaj. Skladbica na veselici, katero vam vsak četrtek zapojemo, zaplešemo tukaj, režemo potico, popijemo kakšen kozarček in vam seveda rečemo srečno do naslednjega četrtka, ki je pa zadnja oddaja v tej sezoni. Jaz se vam že danes moram zahvaliti, da ste bili z nami
skozi od meseca oktobra, kajti 30. oddaja bo naslednji teden in naša ekipa se veseli novih druženj in srečanj z vami na oni strani ekrana. Drugi teden imamo znane celjske pevce Podoglarje in še kakšne zanimive goste, tako da ostanite v četrtek pred TV-em, tudi če bo lepo vreme. Sedaj pa za vse vas na veselici! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spod. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vsem godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca Prešerno, kar se da tja prek vasi. Objame druščina me prek ramen srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni.